Značilni zlatarski izdelki, kot so verižice, uhani, prstani, broške in tako dalje, imajo svojo zgodovino, staro nekaj tisočletij. Vedno so bili dragoceni iz estetskega in materialnega vidika, saj so večinoma izdelani iz plemenitih kovin. Zlatarski poklic je bil in je še vedno povezan z razvojem umetnosti in mode. Večina zlatarskih izdelkov so tudi unikati, ki imajo zelo dragoceno vrednost. Kranjčani so bili že od nekdaj zelo fini meščani, to tudi dobro ve direktorica Gorenjskega muzeja, ki je danes prinesla s seboj prave zaklade. Kaj imamo vse tukaj, Barbara? Rada bi popravljate, da Kranjčanke, ne? Kranjčani so imeli bolj orožje v tistem času, ne? Zdaj, tule sem vam prinesla, oziroma smo šli pogledat naše predmete iz kranjskega znanega najdišča Kranj-Lajh. Sodi v čas preseljevanja ljudstev, v 6. stoletje, recimo, sredina 6. stoletja. In te lepi predmeti so bili last ene bogate dame. Zdaj, tale zapestnica je zanimiva, ker se razklene, ne? Jaz zdaj tega seveda ne smem narediti, ampak se razklene tako, da gre na roko lepo. Je iz masivnega srebra in vsa pozlačena. No, tule imava eno lepo ločno fibulo. Fibula je sponka. In sicer je bila to čisto uporaben predmet, ker vidite tale loket tule, ne? Skozi to je verjetno potekala ena vrvica ali ena jermenček, tako recimo, da ni preveč vpletov, ko je dama hodila. Se je pa nosila ponavadi v paru. In ti ornamenti so ponavadi različni, tule vidite eno masko, a ne? To je vse srebro. To je vse srebro in tudi pozlačeno. Sicer predmeti, kot sem rekla, so stari približno 1400 let in zato se je ta pozlata je nekoliko se odrbljena, tako da se samo še nasluti, da je bilo to. No, tudi zlato. Tudi zlato, Kranjčanke so imeli rade pisano v tistem času. Vemo, da zgodnji srednji vek, predvsem domačini, romanizirano prebivalstvo je ljubilo barve. Tako da tule vidimo eno zlato broško, rečemo ji S-fibula. Zdaj, če dobro pogledate, ste tule dve ptičji glavi, tole ima oko, kljun, ne, glava ujede. Malo moš mi domišljije, ne? Potem tukaj imamo še en kras. Ja, nič ne bo, ne dajo, ne? No, ta je pa resnično tisti vrhunec izdelka in tudi časti, ki jo je imela dama, ki je to nosila. En nekoliko podoben prstan je bil v Sloveniji najden samo na Ptuju, ravno tako zlat. Ta prstan nisi nosil samo za okras, pa zato, ker je bil lep, pa zato, ker te je imel tvoj oboževalce, kakorkoli rad, ne? Ta prstan je nekaj pomenil, tudi kot danes nosijo prstan, recimo škof, ali pa morda papež ima svoj prstan, ne? Tudi ta prstan ni kar tako, ne? Še imamo nekaj vrečk. Še imamo vrečke. A lahko? Ja, seveda. Že v tistih časih so poznali varnostno zaponko. Ja, varnostno zaponko lahko rečemo, ker niso poznali gumbov in so si s tem spenjali oblačila. Namreč te predmeti niso vsi iz enega groba, ne, in bi ne bilo nič dobro, če mi to našim raziskovalcem zmešamo, ne. So podobni, te dve sta bili par, ne, ker so vedno te fibule nastopali v paru. Pač je bila takšna moda za te stvari. In koliko imate shranjenega nakita takole po trezorjih v Sloveniji? Veliko. No, mi hranimo pravzaprav večino svojega gradiva seveda v lastnih depojih, ampak tole je pa tako dragoceno, bi rekla, da je nadnacionalnega pomena, da je shranjeno v centralnem depoju Narodnega muzeja in smo jim za to hvaležni.